Santum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Spoštovane novinarke, spoštovani novinarji, drugi predstavniki medijev in ostali prisotni, želim vam dober dan in vas lepo pozdravljam na novinarski konferenci SRIP krožno gospodarstvo. Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo mreže za prehod v krožno gospodarstvo ali krajše SRIP krožno gospodarstvo, s katerim od njegove ustanovitve upravlja Štajerska gospodarska zbornica, bo letos konec leta zabeležil polnih 7 let delovanja. Čeprav je to edini SRIP, ki ima sedež v vzhodni kohezijski regiji, se danes nahajamo na drugem koncu Slovenije in sicer na medvoški lokaciji podjetja Helios TBLUS, ki je med vidnejšimi člani SRIP-a krožno gospodarstvo. In sicer zato, da vam med drugim predstavimo pomembno skupno investicijo. Za prijazno gostoljubnost se seveda podjetju Helios iskreno zahvaljujemo. Naj vam zdaj predstavim naše današnje gostitelje in pa vaše sogovornike. To so direktorica Štajerske gospodarske zbornice, magistrica Aleksandra Podgornik, profesor dr. Zdravko Kravanja z Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru. Fakulteta je bila med ustanovitelji SRIP-a, profesor Kravanja pa je predsednik njegovega programskega sveta in pa tudi predsednik mednarodne konference TBMCE. Z Mariborske fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo pa je z nami tudi Sanja Potrč, ki aktivno sodeluje pri organizaciji konference. In pa današnji gostitelj, direktor v podjetju Helios TBLUS, dr. Peter Venturini. Dobar dan vsem skupaj. Namen današnje novinarske konference je izpostaviti ključne dosežke SRIP-a krožno gospodarstvo, med katerimi je zagotovo mednarodna konferenca TBMCE, ki bo letos že 6. po vrsti in jo bomo v nadaljevanju tudi podrobneje predstavili, njen program, ter pa seveda dobre prakse članov in pa skupno investicijo partnerstva SRIP, ki jo boste pa lahko tudi pobliže si ogledali. Naj vam povem še, da na naložbo SRIP krožno gospodarstvo sofinancirata Republika Slovenija in pa Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Tako, zdaj pa besedo predajam direktorici Štajerske gospodarske zbornice, ki upravlja SRIP krožno gospodarstvo, magistrici Aleksandri Podgornik. Lep dober dan vsem skupaj. Sicer ne bom toliko govorila o konferenci, ker sta moja dva kolega ravno iz fakultete tukaj in da ona dva malo več povedala, bi pa danes jaz namenila nekaj besed ravno SRIP krožno gospodarstvo in seveda dosežkom, ki smo jih kar skozi vsa leta, namreč smo že 7 let, odkar imamo to SRIP krožno gospodarstvo, ta leta 2016, in smo ravno skozi to SRIP krožno gospodarstvo prepoznali ravno to nujnost in potencial za povezovanje in sodelovanje. In z tega namena smo tudi danes tukaj. Naredili smo več kot 50 izobraževalnih dogodkov, sodelovali v nacionalnih in mednarodnih projektih, vzpostavili mreže podjetij, mednarodne mreže podjetij, raziskovalnih inštitucij in organizacij za podporo gospodarstva. Organizirali smo tudi gospodarsko delegacijo v Dubaj in na Dansko, sodelovali na raznih mednarodnih sejmih, oblikovali kompetenčni model za prehod v krožno gospodarstvo za članska podjetja. Trenutno je pa v tisku več kot 150 strani obsežna brošura, ki ste jo prejeli v digitalni obliki, v kateri so praktično predstavljene prebojne krožne prakse naših podjetij, naših članov. Eden najpomembnejših dosežkov našega SRIP-a je pa zagotovo ta skupna investicija v pilotni reaktorski sistem za proizvodnjo biomaterialov z nosilnim partnerjem Helios TBLUS, ki ga predstavljamo danes in potem več besed seveda o tem povedal tudi direktor. Seveda, taki dosežki nam vedno znova dajo nov zagon za nadaljevanje dela na prehodu v krožno gospodarstvo. Z njimi praktično dokazujemo, kaj lahko s konkretnim sodelovanjem dosežemo. O tem se boste tudi sami prepričali. Sicer pa
SRIP krožno gospodarstvo prihaja v 4. fazo delovanja, in v kateri bomo seveda tudi ravno te aktivnosti partnerjev, ki jih je seveda še več podjetij imamo v partnerstvu, tudi nadgradili. V letih delovanja SRIP krožno gospodarstvo, ki ga upravljamo ravno mi na Štajerski gospodarski zbornici, praktično smo utrdili spoznanje, da brez dejanskega sodelovanja vseh relevantnih deležnikov, tako politike, raziskovalno-izobraževalne inštitucije in gospodarstva, razvojni napredek in zeleni prehod ne bi bila mogoča in tudi ne bosta mogoča. Potrebujemo praktično strateški premislek in sicer konkretnejši tudi prispevek države, politike za pospeševanje prehoda v zeleno gospodarstvo. Brez tega bo zeleni prehod zgolj črka na papirju. In pozorni moramo biti praktično na to, da bo zeleni prehod tudi racionalen in optimalen, ne za vsako ceno. In prav pri zelenem prehodu je pomembna tudi podpora države, organizacijam, ki svojim znanjem in izkušnjami omogoča podjetjem optimalni zeleni prehod in jih usmerjamo po obsežnem zakonodajnem in regularnem svežnju Evropske unije. Zavedati se namreč moramo, da povečanje dodane vrednosti lahko ustvarjajo samo podjetja in gospodarstvo. In brez povečanja dodane vrednosti gospodarstva praktično ni večje družbene blaginje. In v tem času seveda nam mora biti jasno, in kar nam je jasno seveda, da so števila strokovna spoznanja hitro spremenimo v učinkovite ukrepe v praksi in to spodbujamo ravno z raznimi razpisi. Namreč moram poudariti tudi, da smo imeli lansko leto ta razpis za invencije, imeli smo kar nekaj zanimivih tudi prijav na področju krožnega gospodarstva in seveda bi si želeli oziroma si bomo tudi v letošnjem letu želeli, da bo teh prijav vedno več in da bomo seveda s to prakso tudi nadaljevali. Skratka, dela je veliko in naš SRIP krožno gospodarstvo je lahko ravno v teh projektih velik zaveznik in sodelavec vsem, ki praktično z zelenim prehodom tudi mislijo resno. In če zaključim, danes je še toliko bolj kot ob ustanovitvi SRIP-a velja, da brez dejanskega konkretnega sodelovanja in povezovanja vseh relevantnih deležnikov optimalen zeleni prehod ne bo mogoč. Hvala. Najlepša hvala. Naslednjo sredo, 6. septembra, se v Portorožu začenja že 6. konferenca Tehnologije in poslovni modeli za krožno gospodarstvo. Zato zdaj vabim profesorja Zdravka Karvanjo z Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, da nam, predsednika konference, da nam pove nekaj besed o tej konferenci. Hvala lepa, dober dan. Torej, pred leti je bila seveda ideja, da bi pri ustanavljanju SRIP-ov sodelovali v nekem zelo pomembnem SRIP-u, ki ima daljnosežne učinke, in sicer na kvaliteto življenja in pa na to, da rešujemo probleme sodobnega sveta. Ko govorimo o linearni ekonomiji in prehodu iz linearne v krožno, kje je problem? Z večanjem števila prebivalstva se masovnost proizvodnje strahovito veča, s tem se resursi in viri manjšajo. Običajno rabimo pri tem neobnovljive vire, kar je še dodatni problem. Teh virov je vse manj. Na drugi strani pa seveda zametujemo neuporabljene izdelke oziroma pač tisto, kar pač ostane od izdelkov. Tu je potem seveda velik problem, da ta svet spreminjamo v eno globalno smetišče. Namesto, da bi te odpadke uporabili kot vire v krožnem, torej treba je vse te materialne, energetske in druge tokove zaključiti v krožne in temu se reče potem krožno gospodarstvo. In na ta način si nadejamo, da bomo večina teh problemov današnjega človeštva razrešili, vključno tudi z emisijami toplogrednih plinov. Toliko široko je treba si stvari zastaviti. In to je koncept. In o tem konceptu več ali manj govorijo vsi po svetu, vsi politiki in tako naprej, ampak na koncu mora pa nekdo te stvari uvesti v prakso. In to so pa inženirji, načrtovalci, seveda tudi z drugimi vedami in drugimi strokami,
Ne? In takrat smo razmišljali, dajmo narediti neko konferenco, neki dogodek, osrednji dogodek tega SRIP-a, ki bo povezoval stroko in akademsko sfero. In tako se je zgodila potem ta konferenca prvič že leta 2018, ne, 18, in zdaj pa že torej šestič. In poanta te konference je, da je poudarek na tehnologijah, pa tudi poslovnih modelih. Ne. To je ena redkih konferenc, ki se točno z sržem problema ukvarja. Namreč spoznanje tekom te konference tudi sicer je, da je tehnologij za krožno gospodarstvo sorazmerno malo razvitih v svetu, ne, da tu bo ogromno inovativnega dela potrebnega, da preidemo, da bomo ta zeleni prehod uspešno izpeljali. Seveda, sami inženirji in ta stroka tu ne more sama tega rešiti, zato je zelo pomembno tudi spodbujanje povezovanja z drugimi področji, od ekonomije, prava, politike, humanistike, kulture in tako naprej. In točno to je tudi namen tega srečanja TBMCE oziroma konference tehnologije in poslovni modeli za krožno gospodarstvo. Značilnost te konference je, da je po udeležbi zelo uravnotežena. Torej, govorimo o eni redkih konferenc v Sloveniji, pa tudi na evropskem nivoju, ko je uravnoteženost med akademsko, raziskovalno, gospodarsko, razvojno, usmerjevalno sfero zelo dobra, približno četrtinska. In zakaj se je to zgodilo? Zgodilo se zaradi tega, ker je tudi način organizacije te konference takšen, da znanstven del, recimo, če tako rečem, prevzema večinsko Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru, strokovni del pa Štajerska gospodarska zbornica. In v tej navezi smo uspeli, bi rekel, eno zelo lepo konferenco ali pa, bi rekel, verigo konferenc postaviti. In to je mogoče en tudi model, tudi za druga področja, kako spraviti različne sfere skupaj v neko sodelovanje, ki potem pa res prinese eno dodano vrednost. In iz leta v leto se tudi število udeležencev povečuje. Zdaj prehajamo že v obdobje neke srednje velike konference, tam z 150 udeleženci. In seveda s tem raste tudi sporočilna moč te konference in tako pač v ta mozaik aktivnosti, zato da pač ta svet razrešimo pred katastrofami, ki nas čakajo, pač tudi ta konferenca, s to konferenco nekaj pripomoremo. Hvala. Zdaj pa k besedi vabim gospod Sanjo Potrč, prav tako z Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, da nam predstavi program letošnje konference. Najlepša hvala in dober dan tudi z moje strani. Letošnja konferenca poteka pod pokroviteljstvom Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport in pa Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, za kar se seveda najlepše zahvaljujemo. Kot država partnerica se nam je tokrat pridružila Nizozemska. Tukaj gre velik hvala predvsem veleposlaništvu Kraljevine Nizozemske v Sloveniji za njihovo podporo in sodelovanje. Torej, tako kot je povedal profesor Kravanja, okoli 150 udeležencev pričakujemo, trenutno je prijavljenih 75% domačih in pa 25% tujih udeležencev. Prisluhniti bo mogoče srednjemu predavanju o vlogi krožnosti ogljika pri energetskem prehodu, prav tako pa tudi 3 uvodnim predavateljem. Vsi prihajajo iz tujine in sicer iz priznanih univerz, kot so EPFL v Švici, potem TU Delft na Nizozemskem, TNUA in pa Brno University of Technology, torej res eminentni predavatelji. Na programu pa bo še 22 drugih predavanj in 33 predstavitev v obliki posterjev. Strokovni del se bo pričel z okroglo mizo o standardizaciji za krožno gospodarstvo, sledilo pa bo 6 panelnih diskusij, in sicer o zajemu, skladiščenju in pretvorbi ogljikovega dioksida in vodika, o potencialu malih biorafinerij za Slovenijo, o krožnem gradbeništvu, o pomenu krožnih skupnosti v mednarodnem okolju. Spregovorili bomo tudi o medsektorski integraciji in pa poti do integriranih energetskih sistemov in pa tudi o problematiki odpadne plastike v vodah.
Govorci bodo med drugim tudi državni sekretar, predstavniki državnih organov in služb vlade ter predstavniki inštitutov, podjetij in pa iz akademskega sveta. Prav tako bo vodja sektorja za koordinacijo pametne specializacije predstavil slovensko strategijo trajnostne pametne specializacije S5. Predstavniki nizozemskih podjetij pa bodo na okrogli mizi predstavili tudi svoje prakse oziroma poslovne modele, ki so bili že uvedeni na Nizozemskem. Za konec bi se želela zahvaliti tudi vsem sponzorjem, ki so finančno podprli konferenco. To so poleg podjetja Helios Stblus tudi Gospodarska zbornica Slovenije, Avel AST, Dravske elektrarne Maribor, Krka, Kemomed, Cinkarna Celje, Saubermacher Slovenija, Merel in pa BIA. In pa seveda za konec lepo vabljeni na že 6. mednarodno konferenco TBMC. Najlepša hvala. Zdaj pa prehajamo na predstavitev dobrih praks in pa uspešne skupne investicije, kjer je nosilec podjetja Helios Stblus in besedo predajam direktorju dr. Petru Pintarju. Lepa hvala. Dobrodošli v obratu Kolor, dobrodošlica v imenu podjetja Helios Stblus. V podjetju z zelo velikim veseljem sodelujemo z strateškim razvojno-investicijskim partnerstvom Krožno gospodarstvo. Partnerstvo namreč deluje na tematikah, ki so za nas po eni strani izjemno pomembne, po drugi strani pa združuje vrhunske slovenske strokovnjake, tako z znanstveno-raziskovalne sfere, kot tudi mnogih podjetij. In jaz verjamem, in to se tudi pokaže, da skupaj nova znanja razvijamo hitreje in skupaj lahko naredimo tudi hitrejše ali pa večje korake tudi na poti v krožno gospodarstvo. Podjetje Helios Stblus je zavezano zdravju in okolju prijaznemu delovanju, to imamo zapisano kot našo tudi ključno vrednoto. Po drugi strani pa moramo priznati, da je takšno delovanje pravzaprav tudi nujno za našo poslovno uspešnost. Napredek v znanosti in tehnologiji namreč omogoča zelo hiter razvoj kvalitetnejših in tudi okolju bolj prijaznih izdelkov, temu pa tudi sledi stroga pravzaprav evropska in slovenska zakonodaja. Zato v partnerstvu vidimo pravzaprav pomembno konkurenčno prednost za podjetje Helios, predvsem na razvitih zahodnoevropskih trgih, kjer prodajamo večino naših izdelkov. Naj samo povem, da največji del, pa največja trga za nas predstavljata Nemčija in pa Italija. Tako da sodelovanje v partnerstvu, kot rečeno, nam omogoča, da znanja razvijamo hitreje, prihajamo na trg tudi lahko pred konkurenco, po drugi strani se pa tudi zelo zavedamo, da podjetja, ki potrebnih razvojnih korakov ne bodo uspela narediti v kratkem času, da bodo lahko tudi zelo v kratkem času postala nekonkurenčna. Za dobro sodelovanje, ki ga imamo tukaj, je poleg znanja vrhunskih strokovnjakov potrebna tudi dobra, odlična infrastruktura in pilotna naprava, ki je nameščena v podjetju Helios in vam bomo danes jo razkazali, omogoča prenos razvoja izdelkov iz laboratorijskega nivoja v proizvodnjo. Gre pravzaprav za testiranje izdelkov, za testiranje tudi idej, za testiranje inovativnih idej, tako na raziskovalnih inštitucijah, kot tudi v našem podjetju, v razvojnem laboratoriju, testiranje na večjem nivoju, ki pokaže, ali je mogoče tehnologijo izpeljati na industrijskem nivoju, kakšni parametri so za to potrebni in kakšna je kvaliteta, kako je treba peljati proizvodnjo, da to lahko izpeljamo. Skratka, pomemben most je od razvoja, od ideje, da pridemo do nekega končnega izdelka. Pomembno je ta most tudi tisti, ki je za prodorjene ideje tudi od znanosti, od raziskav do proizvodnje, se na tem umestnem delu to ustavi, zato je to za nas izredno pomembno. V Heliosu bomo večino naporov, tudi pa eksperimentov na tej napravi delali na materialih, ki jim rečemo smole. Helios Stblus namreč velja tudi, sodi med pomembnejše evropske proizvajalce smol. Smole so pa ključni gradniki v premazih
in v ključni meri tudi definirajo lastnosti premazov in zato je tudi to pomemben tudi eden od razlogov, zakaj lahko Helios sodi tudi med vodilne evropske proizvajalce premazov. No, ne ukvarjamo se pa v Heliosu samo za premazi, tukaj v zadnji je tudi en poster, ki pokaže, da delamo smole, tudi ki jih ugrajujejo v kompozitne materiale in primer so recimo vetrne, iz njih izdelujejo dele za vetrne elektrarne ali pa elemente tudi vozil, ki nadomeščajo kovine, s tem so vozila lažja, porabijo manj energije, skratka na tak način tudi mi posredno prispevamo k temu, k manjši porabi goriv v transportu, kar se tiče pa vetrnih elektrarn, pa je tudi veselje človek sodeluje v projektu, ki tudi pomaga pri boljšem izkoristku obnovljivih virov energije. V Heliosu smo tudi ponosni kar že na to, da smo za določene izdelke, da uporabljamo že obnovljive vire surovin in smo zato tudi pridobili certifikat, ki ima kratico ISCC+, International Sustainability and Carbon Certificate se imenuje v angleščini. To potrjuje pravzaprav sledljivost, da ne govorimo samo, da nekaj delamo, ampak lahko zunanji inštituciji omogočimo, da si pogleda, kako delamo in skratka imamo zelo dobro sledljivost do izdelkov, da katerih trdimo, da vsebujejo bioosnovane gradnike. Drugo smo pa ponosni tudi na srebrno priznanje, pa tudi neodvisne organizacije EcoVadis, ki pa ocenjuje trajnostno uspešnost tudi podjetij. Skratka, spet ena zunanja evalvacija, ki pa je za nas, moramo priznati, izredno pomembna referenca. Naši kupci si ne želijo samo kvalitetnih izdelkov, pomembno je, na kakšen način so te izdelki tudi narejeni. Morda bi zaključil bom s tem, da bi se zahvalil še enkrat za odlično sodelovanje Štajerski gospodarski zbornici, tudi priložnosti, tudi to, da je izbrala mesto tiskovne konference, tokrat pri nas na Preski, ker radi pokažemo, kje in kako delamo. Že pred epidemijo smo vsako leto tudi odprli vrata našega podjetja in na obisk tudi povabili naše sosede in zainteresirano javnost in zelo me veseli, da letos lahko s to tudi tradicijo nadaljujemo dnevom odprtih vrat v Preski, ker bomo pokazali še precej več investicij v modernizacijo naše proizvodne, v investicije v obnovljive energije, vire energije in podobno. Kratka, vsi skupaj lepo vabljeni v soboto 7. oktobra na Preska. Skratka, poskušamo v našo proizvodno vedno več v smislu krožnega gospodarstva vgrajevati materialov, ki so že nekje drugje tudi pogosto bili uporabljeni ali pa tudi so iz bioobnovljivih virov. Skratka, materiale takšne izdelujemo pri nas v laboratorijih. Veseli smo, da sodelujejo pri tem tudi strokovnjaki iz raziskovalnih inštitutov, iz fakultet in tudi iz fakultet in inštitutov. In ta naprava bo omogočala, da ideje, ki jih testiramo na laboratorijskem ali pa razvijamo na laboratorijskem nivoju, potem iz njih izdelamo nekoliko večje količine in ugotovimo možnost njihove izdelave, potrdimo možnost ali pa procesne parametre za izdelavo tudi na industrijskem nivoju. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Glede na to, da je zeleni pa to prehod v teh padavinah, se je nabralo ogromne količine različnih vrstnih odpadkov. Ali morda razmišljate s kakšnimi nasveti povedati, kam s takšnimi odpadki, ali se to nakup da, ali se to treba sortirati ali kaj? Pred leti je bila ena študija opravljena, CRP projekt, s katero bi naj ugotovili, kakšen je potencial rabe oziroma izrabe bioodpadkov iz gozdov. In je pokazala, da je potencial v Sloveniji velik, ima pa eno ekonomsko hibo in sicer, če ni razen tega tudi gozd gospodarno voden, potem so stroški previsoki za spravljanje teh odpadkov iz gozda.
In jaz mislim, da bi tu obstaja za stroko en kar velik izziv, kako poceniti te postopke, tehnologije spravljanja lesa iz gozda. Letos smo recimo to, kar lahko opažamo po celi Sloveniji, še posebej v Alpah, se ta gozdna meja za smreko se viša, vsaj za 400 metrov se bo zvišala, pa še več ponekod. In v tem mestnem pasu 400 metrov zdaj smreka na veliko propada. In dejstvo je, da tudi ljudi ni v Sloveniji, ki bi to čistili, pravočasno čistili. Tako da to je organizacijski problem, to je okoljski problem, to je tudi ekonomski problem in edini način, sveda inženirski, kako to rešiti je, da bi vse te stroke združili in z neko inicijativo na državni ravni potem zagnali en taki proces. To nekdo mora inicirati, nekdo mora to potem tudi voditi, ampak kot rečeno, več strok bi bilo treba tukaj povezati med seboj. Kaj pa ostali odpadki, ki se naberajo, recimo gospodinstvo, pravni stroj, kovina, avtomobili, ki so bili potopljeni in tako naprej? Ja, seveda. To je proces čiščenja, se to zdaj sledi temu. Tema, kar se pa lahko bojimo, pa je višanje temperature zemeljske ogle pomeni, za 1 stopinjo pomeni 10% močnejše nalive, čisto 2 stopinji. To pomeni, Slovenija bi se morala zorganizirati za naprej, namreč ti pojavi bojo močnejši in tudi frekventnost teh pojavov bo večja in to je treba na težkem nivoju se tega lotiti. Vključno z temi odpadki. Zorka, mogoče ti še kaj dodaš? Ja, gospodu bi seveda z veseljem odgovorila, da ni drugega kot ločevati vso to maso odpadkov, to je ogromno tekstilnih odpadkov, električne, elektronske opreme. Je pa vsaka taka nesreča lahko tudi priložnost za nove zaposlitve, za nova dela, ker tu bo veliko, tako kot je že profesor povedal, veliko možnosti in potreb po ljudeh, po delu. Da veliko materialov se že zbira, se ločuje in to je tudi v tej situaciji ključno. Tudi za lesno biomaso nekaj se uporablja tudi lahko kot ogrevanje, neka taka biomasa. Lahko pa povem, da pa mi pa sodelujemo tudi v nekaterih evropskih projektih, ki imajo za cilj, tukaj smo se pogovarjali, bioobnovljivi viri, da so te viri tudi gozdna biomasa v Sloveniji, pa tudi po Evropi je tega veliko. In zaenkrat je tako, kot je tudi povedal profesor Krvanja, da so te neki postopki že v veliki meri tudi razviti, so pa še izredno dragi in potrebovali bomo tudi, oziroma podjetja, ki se bolj s tem ukvarjajo, neko pomoč države z različnimi lahko načini, da spodbudi in omogoči pravzaprav, da se štarta lahko veliko serijska proizvodnja, ki zaenkrat ekonomsko ni upravičena. Ampak pri nas v veliki meri računamo, da bo vir, tudi kot pomembna surovina, da bo prišla iz odpadne lesne biomase. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom. Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni v našem prostoru pri pilotkah. Tukaj sta locirani dva pilotna reaktorja za sintezo umetnih smol. Zelo smo veseli tega sodelovanja v strateškem partnerstvu, ki je omogočilo, da smo skupaj z drugimi partnerji investirali v novo veliko pilotno napravo. Spotoma smo pa v Heliosu izkoristili priložnost, da smo obnovili in uredili prostor, ki je bil star 40 let, da je zdaj v bistvu in varnostno in drugih velikih, da gre v korak s časom, da smo modernizirali prostor in opremo. Deluje, dajmo najprej tukaj na manjšem primeru pokazati, to je 25-litrski reaktor, posoda, v kateri
katero šaržiramo surovine, rečemo jim monomeri, in se potem to kuha. Dejansko smole se kuha, smole se ne sintetizira, smole se kuha, prikupan izraz. In delamo, pa v bistvu sem se z ženo pogovarjal, kako naj to razložim, pa sem ugotovil, da pravzaprav otroci imajo radi Lego kocke, ne? Radi sestavljajo Lego kocke. Ma kaj je ena Lego kocka proti temu, da ti postaviš stol? Tako, mi iz posameznih modrih, rdečih, zelenih, rumenih Lego kock jih sklapljamo skupaj in naredimo stol, polimer, poliester. Vsakič, ko pa se dve Lego kocki sprimeta skupaj, nastane stranski produkt voda, ki jo izločimo prek distilacijske kolone, potem preko hladilnika, da se izloči iz produkta. Imamo v sami reaktorskem posodi imamo produkt s smolo, voda se pa izloči. Na večjem nivoju je potem tako, da v zgodnji posodi poteka ta reakcija sinteze, kuhanje smole. Za samo urejanje, recimo, če gre za smolo za premaze, potem je treba iz tega narediti premaz. Če je smola za kompozite, potem bo proizvajalec kompozitov moral s to smolo nekaj narediti. Ta smola mora biti prav težka, da ni preveč kot med, da je bolj kot sirup, ali bolj razrečen sirup. Na takem nivoju pač se uredi, da ima primerno viskoznost, primerno teče in ima še druge ustrezne lastnosti. To pa se dogaja v razrečevalni posodi, kamor se spusti smolo in se doda druge aditive, dodatke, druge snovi. V fazi kuhanja moramo surovine segrevati, zato se uporablja termalno olje, to je zaprti sistem. V fazi hlajenja imamo pa zaprt sistem hladilne vode. Še nekaj, kar ste sigurno tudi opazili, so te ventilacijske cevi, se pravi, to je nek polindustrijski primer proizvodne, kjer se iz laboratorijev prenaša v neko industrijsko okolje v manjših količinah, ampak nam dokazuje, da lahko prenešamo na industrijski del. Popolnoma enaka tehnologija je potem na industrijskem modelu, s tem, da je tam nadzor vseh parametrov še toliko večji. Se pravi, dejansko na industrijskem nivoju se proizvodnja vrši 24/7 in vsi parametri so dejansko računalniško nadzorovani in terminirani. Se pravi, moramo zagotoviti dejansko varno delo in ponavljajočo kvaliteto naših izdelkov. Ventilacija sem jo pa zato omenil, ker je izredno pomembna za zaposlene tukaj in tudi za naše dvorišče in za okolico. Se pravi, ta ventilacija, ki jo vidite, je iz prostorov spremljana na naš RTO, regenerativna termična oksidacija z kapaciteto 27 kubičnih metrov zraka na uro in pravzaprav zajemamo onesnažen zrak, ki se pojavlja pri naših procesih in ga peljamo na ta RTO, da dejansko iz RTO-ja prihaja ven dejansko voda in CO2. Odstranimo vse snovi, ki se dejansko v procesu hlapne snovi zajamejo v to lokalno ventilacijo. Tukaj so količine majhne, bo Peter povedal? Začnimo s proizvodnjo. Proizvodnje, kjer se dela 24 ur na dan, 7 dni v teden, sinteza smole traja približno 1 dan. Nas v razvoju ne delamo 24 ur na dan, ampak so tako danske izmene, potem pomenijo 2-3 dni. Kakšne hitrejše smole se bodo poslušali tudi v to jutra, pa ga pohodniva, da je že skupaj. Količine so pa ta manjši pilotni reaktor, 25 litrski, se je približno 20 kg smole, večji 150 litrska reaktorska posoda in 250 litrska razrečevalna posoda pa omogočata količine dobrih 200 kg, so pa mala pilotka za en pobok, velika pilotka količina 1 sod. Proizvodna ima pa proizvodno mesečno tam 2000 do 2500 ton, kar pomeni, ker delamo 24/7, da dnevno proizvedemo v proizvodni lahko tam med
50 in 100 tonam, odvisno od začetka in konca sinteze smole na 6 reaktorjih. Pa tam reaktorji precej večji, kot je takšen. Skratka, tam za nas količine, ki so za ta namen ekonomsko tudi upravičene. Skratka, od tukaj potem na proizvodno je še kar pomemben, še en korak. Pomembno pa je, da nam pa ta pilotna naprava pa ravno omogoča, da je že dovolj veliko količino, da lahko cestne parametre ravno in je takšna tudi, kot je dr. Perdik povedal, konfiguracija takšna kot v proizvodnji, da lahko proces, če vemo, da teče tukaj dobro, da bo tekel dobro tudi na naši proizvodnji. Ob tem pa velika, zakaj avtomatizacija tudi v proizvodnji, predvsem ponovljivost, s tem dobimo večjo ponovljivost kvalitete, skratka nimamo odstopanj za napake, možnosti človeške napake se izognemo, skratka to proces avtomatiziran in zaradi tega tudi višjo ceno lahko dosegamo na trgu, skratka kvaliteta ali pa parametri kvalitete so znotraj ozkih meja, kar nam omogoča, da prodajamo tudi naše smole tudi najbolj zahtevnim kupcem in tudi po visokih cenah, ki so to sigurno. Samo različni produktov smo smole. Po tipu kemije je tukaj poliesterska kemija, kondenzacija, ampak po tem tipu produktov je to lahko potem zelo veliko različnih. Osnovna kemija je pa ta, rečeno, je zelo lepo dr. Perdik opisal kondenzacija, spajanje dveh molekul, po katerih je ekstranski produkt, potem molekula voda. To je tip kemije, ki jo tukaj delamo in jo zelo dobro upravljamo. Na našem čisto dobro delo, predtem ste bil ta vmesni del v bistvu tako iz razvoja? Imeli smo tudi prej pilotno napravo, ki pa je bila zelo stara in zastarela, tako da znotraj partnerstva smo veseli obojega in dodatnega znanja in pa tudi te priložnosti investicije, skratka investicije pravzaprav krožnega gospodarstva in nam je dala tudi moderno na razpolago, s tem tudi moderno napravo, ki jo potrebujemo. Poleg znanja, ki ga prinaša. Koliko časa pa je že uporabil? Trenutno je v testiranju, tako da je vse vidite nared, vendar so parametri testiranja, mnogi tako parametrov delovanja, kot tudi varnostni mehanizmi. Ampak zdaj s tem zaključujemo, tako da pričakujemo, da se to zelo kratko lahko redno delo začne. Mogoče še kaj v višini investicije? Ja, lahko investicija, ki je imela Štajerska gospodarska zbornica, sama naprava je približno bila 240-244 tisoč evrov. Za nas, mi smo pa infrastrukturo, ki jo je podjetje dodatno naredili, zato da smo ta prostor celovito obnovili in ga opremali, bil pa še v višini približno 150 tisoč evrov, skratka skupna investicija okrog 400 tisoč evrov. Vsak partnerov. Del sredstev bo subvencioniranih strani države, kot je bilo napovedanih, od tega same opreme, investicije opreme 50% sredstev iz evropskih skladov bo povrnenih v tem smislu. Investicija, ki je bila v prostor infrastrukturo, je bila investicija podjetja Helios.